V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi verniki, zagotovo ste že slišali za napoved škofovskih posvečenj, ki jih je napovedal naš generalni predstojnik Don Davide Faljarani in ki bodo potekala 1. julija letos v Ekonu v Švici. Gre za pomemben zgodovinski dogodek, ne le za našo duhovniško bratovščino, temveč za celotno cerkev, saj je to dejanje usmerjeno prav k temu, k dobremu cerkve in duš, h katerim smo poslani. Škofje so nujni za nadaljevanje tradicionalnega katoliškega življenja v apostolatu naše duhovniške bratovščine, kajti življenje cerkve temelji na duhovniškem poslanstvu, od njega je odvisno obhajanje svete maše, podeljevanje zakramentov in celotno pastoralno delovanje. Duhovnikov pa ne more biti brez škofov, saj so prav škofje tisti, ki podeljujejo zakrament svetega reda, mašniško posvečenje. Zato se je nadškof Lefever leta 1988 odločil posvetiti 4 škofe za našo duhovniško bratovščino. Če namreč tega ne bi storil in bi umrl, bi se naša bratovščina postopoma začela rušiti, ne bi imeli škofa, ki bi mogel posvečevati nove duhovnike, ko pa bi se obstoječi duhovniki postarali, bi se njihovo število zmanjševalo, dokler po določenem času bratovščina sama po sebi ne bi izginila. Duhovniki ne bi mogli odgovoriti na vse večje potrebe vernikov, duš, ki se na nas obračajo, in te bi ostale brez sredstev potrebnih za svoje posvečenje in zveličanje. Zato je nadškof Lefever to dejanje imenoval operacija preživetja, da se omogoči nadaljevanje življenja in delovanja naše bratovščine ter da se vernikom zagotovijo sredstva potrebna za njihovo posvečenje, pravi nauk, sveta maša, zakramenti in pastoralna skrb. To dejanje posvečevanja novih škofov je izredno dejanje, saj današnje cerkvene oblasti v Rimu temu ne dajejo odobritve. Ne želijo, da bi se nadaljevalo ohranjanje svetega izročila, za katero se zavzemamo. Cerkvi se danes dovoljuje marsikaj drugega, različne deviantne skupine, kot sta karizmatično gibanje, v Sloveniji bolj znano kot prenova v duhu, in pa neokatehumenska pot. Dopušča se širjenje zmot in krivoverstev na vseh ravneh, vendar jih moti, da bratovščina ohranja nepopačeno in čisto katoliško vero. Znani so številni sporni ukrepi, ki jih je papež Frančišek sprejel v času svojega pontifikata, denimo apostolska spodbuda Amoris Laetitia, ki odpira možnost podeljevanja svetega obhajila osebam, ki živijo v neregularnih prešuštnih zvezah, v stanju težkega greha. Prav tako se je odprla možnost blagoslavljanja celo istospolnih parov. Nedavno je dikasterij za nauk vere objavil izjavo, v kateri se blaženi devici Mariji odrekajo naslovi soodrešenice in srednice vseh milosti. Eden od naših vernikov je naročil sveto mašo v zadoščenje za to dejanje, zato se ta sveta maša obhaja s tem namenom po mašnem obrazcu preblažene device Marije, srednice vseh milosti. V Nemčiji že leta poteka tako imenovana sinodalna pot, v kateri se širijo krivoverske ideje, na primer zahteva po posvečevanju žensk v duhovnike in
opravičevanje grehov zoper 6. Božjo zapoved, to, da nikogar se zaradi tega ne kaznuje. Papež ni zagrozil, da bi to gibanje lahko zapeljal v razkol s cerkvijo, temveč se vse to dopušča brez kakršnihkoli sankcij do katoličanov, ki želijo ostati zvesti temu, kar je cerkev vedno učila, pa se ravna skrajno avtoritarno. To je velika protislovnost in hinavščina, s katerima se danes srečujemo. Prav to pa razodeva pravo podobo modernističnih struktur. Do vsega, kar ni katoliško, so strpni in naklonjeni, do tega, kar je zares katoliško, pa niso strpni. To nam samo po sebi kaže, da se nahajamo v izrednem stanju, v katerem se vse, kar je potrebno za versko življenje navadnega katoličana, odreka in prepoveduje. Zato je povsem upravičeno, da naša bratovščina na izreden način zagotovi to, kar je cerkev počela in varovala skozi vso svojo zgodovino. V tem trenutku so to škofje, ki bodo posvečevali prihodnje duhovnike in tako omogočili nadaljevanje normalnega verskega življenja v naših skupnostih. Sama cerkev nam s svojim 2000-letnim izročilom jamči, da je to pravilno in da ne more biti napačno, in do tega ima vsak izmed vas pravico. Zato je potrebno, da to dejanje, ki ga bo naša bratovščina izvedla, pravilno razumemo. S tem dejanjem naša bratovščina ne želi voditi duš na napačno pot ali povzročati zmede, kajti za to, kar delamo, sama cerkev jamči, da ne more biti napačno, biti zvesti temu, kar je cerkev skozi vso svojo zgodovino učila, ohranjati in se posvečevati s sakramenti in bogoslužnimi obredi, ki so odraz njenega 2000-letnega izročila, ter skrbeti za duše ne more biti napačno in zaradi tega nihče ne more biti kaznovan. Tako kot policija ne bi mogla nekoga ustaviti in kaznovati zato, ker je na semaforju peljal pri zeleni luči in vozil v okvirih dovoljene hitrosti. Takšno dejanje bi pomenilo zlorabo oblasti in ne bi bilo veljavno, in prav zato gre v tem primeru. Nasprotno pa je naše delovanje usmerjeno v zagotavljanje temeljnih pravic, ki jih ima vsak katoličan, in to je izraz ljubezni do duš. Veliko duhovno delo usmiljenja je, da se dušam zagotovi to, kar resnično potrebujejo za svoje posvečenje in zveličanje. Najprej pravim katoliški nauk, ki je izraz razodete katoliške vere, nujne za zveličanje, nato pa sredstva za posvečenje, tradicionalna sveta maša, obredi zakramentov in blagoslovov, ki so resnično učinkoviti in posvečujejo duše. To je cilj škofovskih posvečenj, ki jih bo izvedla naša bratovščina, ne zato, da bi koga izzivali ali se poveličevali, temveč zato, da bi vernikom dušam, ki so nam zaupane, omogočili pravo, avtentično katoliško versko življenje, pravi nauk in sredstva za posvečenje, ki jih potrebujejo. Od tega je odvisno nadaljnje delovanje nas duhovnikov in razvoj našega apostolata. Zato smo poklicani k molitvi, da bi to lahko razumeli in se duhovno pripravili na ta dogodek. Kdor želi sodelovati pri posvečenjih, se lahko javi in se pridruži našim vernikom iz Hrvaške in Slovenije, ki bodo potovali v Ekon na to slovesnost. Zato želimo moliti, da bi ta dogodek prinesel čim večje sadove za naše duhovno življenje, apostolat naše bratovščine in življenje cerkve. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.